naložijo. Približno takole smešno, skoraj trapasto izgleda pogovarjanje s trenutno največjim tablifonom, križancem med telefonom in tablico, kar se jih da kupiti. To je Sony Xperia Z Ultra in za primerjavo, kako velika je ta reč, imamo tule telefon Xperia Z, ki že sam po sebi nikakor ni majhen, pa je razlika približno taka, kot med iPhonom in običajnim tablifonom, kot je Galaxy Note 3. Bolj primerna je zato primerjava s tablico. Nenazadnje je uporabniški vmesnik tablični, saj se domači zaslon prilagodi ležečemu položaju zaslona, kar se na telefonih ne. In tudi določene tablične aplikacije je mogoče namestiti nanjo. Mi smo denimo našli Amazonovo aplikacijo, pa digitalno revijo Flipboard in še kaj je na voljo v trgovini Play Store. Zanimivo pa je, da prav ta trgovina trati prostor na zaslonu, se naenkrat prikazuje le 2 izpostavljeni aplikaciji, čeprav bi jih verjetno lahko nekajkrat več. Po sami velikosti naprave je sicer Xperia Z Ultra bistveno manjša od običajne 7-palčne tablice, še posebej pri modelih, kjer proizvajalci še niso dali toliko poudarka na tanke robove okrog zaslona. Toda Z Ultra z diagonalo zaslona 6,4 palce oziroma 16,3 cm, kar je samo 1,5 cm manj kot pri tablici, prikaže skoraj enako vsebine kot vsaka običajna majhna tablica, čeprav je naprava vendarle bistveno manjša. Besedilo je skoraj enako veliko. Podobno smo opazovali tudi pri Samsungovem tablifonu Galaxy Mega 6,3, ki ima za nekaj milimetrov manjšo diagonalo zaslona kot Z Ultra. Je pa Mega nekoliko manj zmogljiva in počasnejša od vrhunskih tablifonov in tablic. Podobno kot z branjem je tudi pri videu, še posebej pri filmih, ki so večinoma posneti v razmerju 16:9 ali še ožjem. Tako razmerje ima danes tudi večina telefonov in tablifonov, medtem ko imajo tablice širše zaslone. Toda to pri ogledu videov ne pride do izraza. Na zaslonu imamo v ležečem položaju tablice zgoraj in spodaj črn rob. Xperia Z Ultra in podobno tudi Galaxy Mega sta zelo primerna za marsikaj, za kar je telefon ravno malo premajhen, denimo za branje revij v aplikacijah kot so Kindle, Zinio ali nenazadnje Trafika. Zaslon je dovolj velik, da je mogoče tudi revije, ki so grafično podobne kot v tiskani izdaji, brati brez težav, besedilo pa sploh. In za brskanje po spletu je zaslonske površine več kot dovolj. Tudi za filme je Xperia Z Ultra fantastična naprava. Imeli smo občutek, kot da v roki držimo pravi televizor. Žal niti ta izdelek, podobno kot večina ostalih Sonyjevih telefonov v zadnjem času, nima najbolj kvalitetnega zaslona, še posebej glede vidnih kotov, vendar je situacija vseeno boljša kot pri nekaterih drugih modelih. Tablifoni imajo pred večino tablic še kakšno prednost. Galaxy Mega, tako kot večina večjih Samsungovih telefonov, ponuja možnost, da ima uporabnik naenkrat na zaslonu 2 aplikaciji, česar Android sam po sebi ne omogoča. Tako lahko naenkrat brskamo po spletu in po zemljevidu, urejamo svojo časovnico na Facebooku ali počnemo še kaj tretjega. Vsekakor uporabna možnost, ki lepo deluje tako v pokončnem kot v ležečem položaju zaslona. Ne ena ne druga naprava pa ne blesti v fotografskih nalogah. Še posebej Z Ultra je glede tega res slaba. Fotografije v slabi svetlobi so praktično neuporabne. Sony pa niti sveteče diode za bliskavico in svetilko ni vgradil. Glede na to bi lahko preprosto odstranili tudi fotografsko tipalo. Če bi oba proizvajalca pripravila taki napravi brez povezovanja v mobilno mrežo za približno 300 do 350 evrov, jo zlahka priporočimo kot nadomestilo za majhno tablico. Sta bistveno manjši, zaslon pa povsem enako uporaben. Morda bodo tablifoni prav s tem našli svojo dodatno nišo.